Sveto mašo bomo darovali za pokojnega Vilija in Urško Ferlinc. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami, predragi bratje in sestre, že od začetka postnega časa smo pripravljali svoja srca s pokoro in dobrimi deli, danes pa smo se zbrali, da bi za vso cerkvijo nekako naprej doživeli Kristusovo velikonočno skrivnost, to je njegovo trpljenje in vstajenje. V ta namen je Jezus slovesno prišel v svoje mesto Jeruzalem. Z veliko vero in pobožnostjo se spomnimo tega zveličavnega vhoda. Po njegovi milosti prejemamo sadove križa in smo deležni njegovega vstajenja in življenja. Sedaj bomo blagoslovili zelenje. Molimo, vsemogočni Bog, blagoslovi to zelenje, znamenje življenja in zmage. Veseli bomo spremljali Kristusa Kralja. Daj nam, da bomo mogli dospeti v večni Jeruzalem po Kristusu našem Gospodu. Благословен наш край, и так
Всемогочний вечный Бог, по Твоей воле се Твой Сын наш одрешеник учеловечил, и шел во смърт на крижу, да би нам бил взглед понижности. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s teboj v občinstvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal krepiti omogojoče, zgodaj mi zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Božja beseda. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal,
tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. To je Božja beseda. Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Luku. Ko je prišla ura, je Jezus sedel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je: Srčno sem želel jesti z vami to velikonočno večerjo, preden bom trpel, kajti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu. In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: Vzemite to in si razdelite med seboj, kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo. In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil in ga dejal in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Toda glejte, roka mojega izdajalca je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer gre, kakor je določeno, toda gorje tistemu človeku, ki ga izdaja. Apostoli pa so se začeli spraševati, kdo izmed njih bo to storil. Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih se zdi največji. On pa jim je rekel: Kralji narodov gospodujejo nad njimi in njihovi oblastniki se imenujejo dobrotniki. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak največji med vami naj bo kakor najmanjši, najmlajši in predstojnik kakor strežnik. Kdor je namreč večji, kdor sedi pri mizi ali kdor streže, mar ne tisti, ki sedi. Jaz pa sem sredi med vami, kakor tisti, ki streže. Vi ste vztrajali z menoj o mojih preizkušnjah, prepuščam vam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj oče, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu in sedeli na prestolih ter sodili 12 Izraelovih rodov. Simon, Simon, glej, Satan vas je hotel dobiti, da bi vas presejal kakor pšenico. Jaz pa se molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč spreobrnil,
utrdi svoje brate. Peter mu je rekel: Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt. On pa je dejal: Povem ti, Peter, danes peteli ne bo zapel, dokler ne boš 3-krat utajil, da me poznaš. In rekel jim je: Ko sem vas poslal brez denarnice, brez torbe in obutve, ali ste kaj pogrešali? Dejali so: Nič. Rekel jim je: Kdor ima denarnico, naj jo zdaj vzame, prav tako tudi torbo, in kdor nima meča, naj proda svojo suknjo in si ga kupi. Povem vam namreč, da se mora na meni izpolniti to, kar je pisano. Med hudodelce je bil prištet. To, kar se nanaša name, se bliža izpolnitvi. Rekli so: Gospod, glej, tukaj sta 2 meča. On pa jim je dejal. Dovolj je. Šel je ven in se kakor po navadi napotil proti Olski gori. Tudi učenci so šli z njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: Molite, da ne pridete v skušnjavo. Sam pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil: Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene. Toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in jih našel, da so od žalosti zaspali. Rekel jim je: Kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Medtem, ko je še govoril, je prišla množica. Pred njo je hodil eden izmed 12, ki se je imenoval Juda. Približal se je Jezusu, da bi ga poljubil. Jezus pa mu je rekel: Juda, s poljubom izdaja sina človekovega. Ko so ti, ki so bili okrog njega, videli, kaj se bo zgodilo, so rekli: Gospod, naj udarimo z mečem? In eden izmed njih je udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Jezus je odgovoril: Nehajte, dovolj je. In dotaknil se ušesa ter ga ozdravil. Velikim duhovnikom, poveljnikom v templju in starešinam, ki so prišli na den, pa je rekel: Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli. Dan na dan sem bil med vami v templju in niste dvignili rok nad me. Toda to je vaša ura in oblaste me. Zagrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo velikega duhovnika. Peter pa je šel oddaleč za njim. Sredi dvorišča so zakurili ogenj in ko so sedli skupaj, je Peter sedel mednje. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je uprla van oči in rekla: Tudi ta je bil z njim. On pa je tajil in dejal: Ne poznam ga, žena. Kmalu na to ga je videl nekdo drug in pripomnil: Tudi ti si izmed njih. Peter pa je rekel: Človek Božji, nisem. Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval: Res je, tudi ta je bil z njim, saj je vendar Galilejec. Peter pa je rekel: Človek Božji, ne vem, kaj praviš. In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel.
In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra, in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: Preden bo danes petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Možje, ki so imeli Jezusa vklenjenega, so ga zasmehovali in pretepali. Zakrili so mu obraz in ga spraševali. Prerokuj, kdo te je udaril? In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega. Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki, ter ga privedli pred svoj veliki zbor. Rekli so: Povej nam, ali si ti Mesija? Rekel jim je: Če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli. In če vas vprašam, mi gotovo ne boste odgovorili. Toda odslej bo Sin človekov sedel na desnici Božje moči. Vsi so dejali. Ti si torej Božji sin? Rekel jim je. Vi pravite, da sem. Oni pa so dejali. Kaj potrebujemo še pričevanja, saj smo sami slišali iz njegovih ust. Zdignila se vsa množica in ga peljala k Pilatu. Začeli so ga tožiti in so govorili. Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani dajati cesarju davke ter pravi, da je Mesija kralj. Pilat ga je vprašal. Si ti judovski kralj? On pa mu je odgovoril. Ti tako praviš. Pilat je rekel velikim duhovnikom in množici. Nobene krivde ne najdem na tem človeku. Oni pa so še bolj pritiskali in govorili. Ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji, od Galileje, kjer je začel, pa vse do sem. Ko je Pilat to slišal, je vprašal, ali je ta človek Galilejec. In ko je zvedel, da je izpod Herodove oblasti, ga je poslal k Herodu, ki je tudi bil tiste dni v Jeruzalemu. Ko je Herod zagledal Jezusa, se je zelo razveselil. Že precej časa ga je namreč želel videti, ker je slišal o njem. Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje. Spraševal ga je z mnogimi besedami, Jezus pa mu ni nič odgovoril. Veliki duhovniki in pismouki sto stali zraven in ga silovito obtoževali. Herod pa je skupaj s svojimi vojaki zasramoval, ga po smeh ogrnil v bleščeče oblačilo in poslal nazaj k Pilatu. Tisti dan sta se Herod in Pilat spoprijateljila, prej sta se namreč sovražila. Pilat je sklical velike duhovnike, voditelje in ljudstvo ter jim rekel. Pripeljali ste mi tega človeka, češ, da zavaja ljudstvo, jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal in nisem našel na njem nobene krivde v stvareh, zaradi katerih ga tožite. Tudi Herod je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Glejte, nič takega ni storil, zaradi česar bi zaslužil smrt. Dal ga bom torej pretepsti in ga izpustil. Tedaj so vsi hkrati zavpili. Proč s tem, izpusti nam Baraba. Tega so namreč vrgli v ječo zaradi upora, ki je nastal v mesto, in zaradi umora. Pilat jih je znova nagovoril, ker je hotel izpustiti Jezusa. Oni pa so kar naprej vpili. Križaj ga, križaj ga. Še tretjič jih je vprašal. Kaj je vendar hudega storil? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem. Dal ga bom torej pretepsti in ga izpustil. Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali naj ga križa. In njihovo pitje je postajalo vse glasnejše. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva. Izpustil je tistega, ki je bil vržen v ječo,
zaradi upora in umora in so ga zahtevali, Jezusa pa je izročil njihovi volji. Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se obrnil k njim in rekel: Hčere Jeruzalemske, ne jokate nad menoj, temveč jokate nad seboj in nad svojimi otroki. Glejte, prišli bodo namreč dnevi, o katerih porečejo: blagor nerodovitnim, blagor njim, ki niso rodile, in prsim, ki niso dojile. Takrat bodo začeli govoriti goram: padite na nas, in gričem: pokrite nas. Kajti če z zelenim lesom delajo tako, kaj se bo zgodilo s suhim? Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi jo skupaj z njim odsmrtili. In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali. Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo voditelji ljudstva so se norčevali iz njega in govorili: Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec. Posmehovali so se mu tudi vojaki. Pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: Če si judovski kralj, reši samega sebe. Nad njim je bil tudi napis: Ta je judovski kralj. Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju. Drugi pa mu je odgovoril in ga svaril: Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba, in naju po pravici, kaj ti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila. Ta pa ni storil nič hudega. In govoril je: Jezus, spomnim se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In on mu je rekel: Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. In ko je to rekel, je izdihnil. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal: Zares, ta človek je bil pravičen. In ko so se vse množice, ki so se zbrale, da bi gledale, videle, kaj se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle po prsih. Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč, prav tako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje sem in so to gledale. Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član velikega zbora,
dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil kos platna in položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen. Bil je dan pripravljanja in bližala se sobota. Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno. Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro. Soboto pa so po zapovedi počivale. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In do svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, obhajamo cvetno nedeljo Jezusovega trpljenja in blagoslavljamo zelenje v spomin njegovega vhoda v Jeruzalem. Zaupno prosimo svojega odrešenika. Podpiraj papeža, škofe in duhovnike, da bodo svojim življenjem razodevali moč tvojega križa. Prosimo te, usliši nas. Blagoslavljaj voditelje narodov, da bodo odgovorno in pravično izvrševali poslanstvo. Prosimo te, usliši nas. Razsvetli judovsko ljudstvo, da bo v tebi spoznalo obljubljenega odrešenika. Prosimo te, usliši nas. Naj blagoslovljeno zelenje prinese tvoj blagoslov in varstvo v naše družine in domove. Prosimo te, usliši nas. Podari milost spreobrnenja in srečne zadnje ure vsem, ki so v svojem življenju delali hudo. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, prejmi naše prošnje in daj, da se bomo s tvojo pomočjo vztrajno bližali večni veliki noči, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, trpljenje Tvojega Sina naj nam čim prej prinese spravo s Teboj. Čeprav je ne zaslužimo s svojimi deli, naj jo dosežemo po njegovi enkratni daritvi in po Tvojem usmiljenju, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svoji dobroti je hotel nedolžen trpeti za grešnike in se dal po krivici obsoditi. Njegova smrt je izbrisala naše grehe, njegovo vstajenje nam je prineslo pravičenje. Naj bo nebo in zemlja, angeli nad angeli, ga nenehno hvalijo in slavijo. Dobri Oče, od vsega začetka delaš, kar je dobro za nas, da bi vsi postali sveti, kakor si Ti svet. Bili smo izgubljeni in se Ti nismo mogli bližati, Ti pa si nas neskončno ljubil. Poglej na svoje ljudstvo, ki je zbrano pred Teboj, in pošlji moč svojega svetega duha, da postanejo ti darovi za nas telo in kri
Tvojega ljubljenega Sina Jezusa, našega odrešenika, v katerem smo tudi mi, Tvoji otroci. Tvoj Sin, edini pravični, se je prepustil našim grešnim rokam, ki so ga pribile na križ. Preden so njegove razprostrte roke zarisale med nebom in zemljo neizbrisno znamenje Tvoje zaveze, je obhajal veliko noč s svojimi učenci. Pri večerji je vzel kruh, te počastil in zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Ker je vedel, da bo svojo krvjo na križu vsem zaslužil spravo, je pri tej zadnji večerji vzel kelih z vinom, se ti spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vjere, reši nas odrešenih sveta, i si nas svojim križem in vstajenjem obhajamo spomin Kristusa, našega velikonočnega jagnjeta, ki je naš mir in naša sprava. Spominjamo se njegove smrti in vstajenja in pričakujemo veliki dan njegovega prihoda in naše večne sreče. Tebi, vedno zvesti Bog, darujemo sveti dar, ki vrača človeštvu milost sprave. Dobri Oče, ljubeče se ozri na vse, ki nas vabiš k sebi, da se združimo s Kristusovo daritvijo na križu. Tako naj v moči Svetega Duha vsi postanemo telo Tvojega ostalega Sina, ki nas vse brez razlike združuje v sebi. Ohranjaj nas v občestvu s papežem Frančiškom in našim škofom Alojzijem, da bomo vsi enega duha in enega srca. Pomagaj nam, da si bomo vsi prizadevali za prihod Tvojega kraljestva, dokler ne bomo vsi pri Tebi, sveti med Tvojimi svetimi, skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom in apostoli, ter našimi rajnimi brati in sestrami, pokojnim Vilijem in Urško Ferlinc, ter našimi rajnimi brati in sestrami, ki jih priporočamo Tvojemu smiljenju. Tedaj bomo v novem stvarstvu, za vselej rešenem razpadljivosti, mogli iz srca peti hvalnico odrešeniku, ki živi na veke.
O Christusu s Christusom in Christusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam miru naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast i slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. I s Tvojim duhom. Janie Božie, i odjemniesz grzechy sveta, usmili se nas. Janie Božie, i odjemniesz grzechy sveta, usmili se nas. Janie Božie, i odjemniesz grzechy sveta, Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Hvali sveta rešenika in pastirja čistega. Hvali duša učenika, hvali svoja življenja. Zdaj odvini srce svoje, jezik glasno naj zapoje. Včasih hvala Jezusu, našemu zveličanju. Jezus nas je močno ljubil, je za nas življenje dal. Da bi se nič ne izgubil, se za nas je daroval. Zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje. Čast in hvala Jezusu, našemu zveličanju. Molimo. Gospod naš Bog, nasitil se nas svetimi darovi, zaradi smrti svojega Sina, si nam dal upanje v to, kar verujemo. Po njegovem vstajenju naj tudi dospemo do tega, kar upamo. Po Kristusu našem Gospodu. Dragi bratje in sestre, pred nami je veliki teden. V velikem tednu bo pri nas v baziliki spovedovanje od ponedeljka do petka, dopoldne od 7:30 do 12. ure in popoldne od 14. do 19. ure vsak dan od ponedeljka do petka. Četrtek je veliki četrtek, ob 7:30 bo pri nas izpostavitev Najsvetejšega, ob 9. uri molitev križevega pota in zvečer ob 19. uri sveta maša spomin zadnje večerje. Na veliki petek ob 7:30 molitev pri Ječi, ob 9. uri molitev križevega pota, prav tako ob 15. uri in zvečer ob 19. uri obredi velikega petka in češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu. Na veliko soboto bo zjutraj ob 7:30 molitev brevirja pri Božjem grobu, blagoslovi jedil pa bodo pri nas od 12. do 17. ure vsako polno uro. V Ribniškem selu ali pri Sveti Ani o 15. uri. Ob 19. uri velikonočna vigilija začne se z blagoslovom ognja v samostanskem atriju. Prihodna nedelja je praznik Velike noči, Gospodovega vstajenja. Vstajenska procesija bo zjutraj ob 7. uri. Gospod z vami. In s svojim duhom.
Bog Oče usmiljenja, nam je v trpljenju svojega edinega Sina dal zgled ljubezni. Naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem in tako prejeli nedoumljivi dar njegovega blagoslova. Po Kristusu prejmite dar večnega življenja, saj upamo, da bomo po njegovi smrti na križu obvarovani večne smrti. Posnemajte zgled njegove ponižnosti, da boste deležni njegovega vstajenja. Tu naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Viva la